Ampak gotovo tale ura, ki jo imate tu v svoji delavnici, ni edina teh ur. Koliko jih je? Ena vem, da je v Bruslju. Ja, nekaj je pa v zasebni lasti. Ob času predsedovanja vsaka država nekaj donira in so se pač, ker je bilo čez Plečnikovo leto, lansko leto, ne, in nekako vse so upadlo in na moja veliko sreča so izbrali to uro kot darilo, ne, za to Evropsko skupnost. Oni so bili tudi zelo navdušeni, tako da so še na svojo pobudo so to uro zaščitili, zavarovali in zahtevajo, da ura dela. To sem dobil, pa me je poklical en uslužbenec iz Bruslja, je rekel, da ura dela, da jo stalno navijajo in da ko so jo pozabili, so jih takoj opozorili, da treba uro naviti, ne. Tako da je že našla svoj prostor, ne, tudi in tam živi. Ampak zgodba te ure je zelo, zelo zanimiva. To je zelo dragoceno. Dragocen izdelek, ne? Dragocen je v večjih smislih, ne. Ura kot taka je zelo zanimiva oblikovno. Če jo pogledate in če si predstavljate, da je bila narisana leta 1903, v času čist drugih form, ne, je bilo to revolucionarno, ne. Ura je še danes moderna. Jo ima en gospod v blazno modernem interjeru in je božansko izgledalo. Tudi materiali so dragoceni. Ja, materiali so vrhunski, oreh, slonovina, pozlata. No, saj ravno pri tej slonovini bi se za hip zaustavila, glede na to, da je prepovedano. Ja, tako je bilo s to slonovino. Najprej sploh ni bilo jasno, iz česa je intarzija, ne. Ampak potem se je v tej Plečnikovi zbirki na Karunovi našel kos, bi rekel, originalnega načrta. In sicer se je ohranil tako, ker je Plečnik ta načrt pač ni več rabil in je na hrbtno stran narisal en drug načrt. In ta drug načrt je bil spravljen. In na tistem načrtu, ki se je ohranil, je on še svinčnikom dopisal, kakšni materiali morajo biti. Se pravi, da mora biti temno politiran oreh, da mora biti te značke iz polimentno pozlato, zlatene, stružene na posebej zato taki posebni pripravi in da v sredini se uporablja ali slonovina ali perlmutter, biserna matica. Mi smo se odločili za slonovino in seveda, ker je pač prepovedano trgovanje slonovino, sem uporabil reciklirano slonovino iz starih klavirskih tipk. Ker včasno, kakšni, ko omenjajo, ko se pač tiste zrabi, ta slonovina na tipkah, jo zamenjajo in ta slonovina teh mojstrih, ki popravljajo klavirje, še obstaja in so mi odstopili in smo iz tega naredili potem te kocke. Iznajdljivo, super. Bi lahko nam še zaupali, koliko stane ta ura? Ta ura je ranga 10 000 evrov stane. V bistvu niti ni tako, veliko, če pomisliš, da je ena industrijsko narejena ura, ne iz takih žlahtnih materialov, lahko stane bistveno več.